Tank predstavlja nadaljevanje poskusa celovitega reševanja problema financiranja in delovanja botaničnega vrta v Ljubljani, pri čemer seveda še nismo našli končne rešitve. Smo pa izkristalizirali nekaj izhodišč in bi rekel, že lahko tudi dovolj ozkih soglasij o tem, kako bi lahko v nadaljnjem potekala ta, bi rekel, varnost delovanja botaničnega vrta. Najprej seveda gre za to, da želimo in upamo, da bo vlada na predlog Ministrstva za kulturo sprejela odlok o državni zaščiti botaničnega vrta, kar seveda omogoča potem tudi neko stabilnost v razmišljanju, kaj bo z tem prostorom, ki se nahaja ob Ižanski cesti. Torej, to razmišljanje o zaščiti je dolgo že kar nekaj let. Mislim, da je prvi predlog bil pred 16 leti poslan v vlado in da se v najkrajšem času upa, da bomo do tega zaključka, torej do sprejema tega odloka prišli. Drugo pa je seveda povezano pa z oblikami in možnostmi, kako organizirati delo in financiranje botaničnega vrta v bodoče. Torej, dosedanji financerji morajo nekako, pa želja je, da bi našli, bi rekel, zakonske podlage za to, da lahko financirajo delovanje botaničnega vrta. Glede na to, da je bilo kar nekaj izgovorov, da ni zakonskih podlag, da se na ta način, ko se je do sedaj financiral botanični vrt, to počne tudi v bodoče. In zato je potrebno ali neke institucionalne spremembe, o katerih smo se tudi pogovarjali, to je drugačne oblike, bi rekel, organiziranja ali javni zavod podobno, torej tisto, kar omogoča potem tudi drugačno financiranje. In pa seveda to, da je najhitreje, torej v najkrajšem času pa vendarle je potrebno zagotoviti tekoče poslovanje za leto 2008, to pa je na tistih, ki smo tudi sedaj v bistvu omogočali, da je botanični vrt, čeprav v sila težkih razmerah, vendarle vzorno deloval. Zaenkrat moramo reči, da je delo, ki je bilo opravljeno absolutno strokovno še vedno na nivoju, da pa seveda je to storjeno z izjemnimi prizadevanji ne samo kolega Bavcona, ki vodi botanični vrt, ampak tudi vseh, ki so tu zaposleni, vključno tudi z nekaj študentov, ki so v tem času pomagali. Če smo bolj konkretni, botanični vrt ima hude finančne težave. Kdo po vašem mnenju je za to odgovoren in kdo bi moral dati denar, če ste lahko konkretni? Dosedanji financerji. Dosedanji financerji smo nekako rekli, vendar po dosedanji financerji... Se pravi, Mestna občina Ljubljana? Je bila tudi dosedanji financer botaničnega vrta, ki pa se izraža v smislu, da nima zakonske podlage za nadaljevanje takega načina financiranja, kot je bil v preteklosti. A ste preverili, če ima zakonsko podlago ali ne? Iskali smo odgovore na to vprašanje in našli nekatere možnosti, ki bomo sedaj ponovno izpostavili in preverili, ali so to tiste, ki pa vendarle omogočajo tudi to vrstno financiranje. Se pravi, vi bi nekako želeli prisiliti Mestno občino Ljubljana k nadaljnjim donacijam? Prisiliti nikogar je popolnoma nemogoče, še posebej pri zaostrenih odnosih, ki so med mestom in državo. Ampak to nas, ki se ukvarjamo s stroko, ne bi smelo prizadeti tako, kot nas je prizadelo. Po kakih zakonskih podlagah se tu govori? Gre za možnost druge oblike, kot je recimo, ne vem, koncesija. Glede na to, da smo vendarle tu solastniki, torej da gre za 1/3 lastništva univerze, torej države, in 2/3 mestne občine, zemljišča, na katerem se nahaja botanični vrt, in se skuša najti temelj za to, da se to izkorišča za prisilo, ampak temelj, da se seveda zakonsko lahko potem tudi sredstva izločajo in plačujejo za delovanje botaničnega vrta.